drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lijep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Na vergore. Današnje oddanje posvetimo pa šoli v Špjetre. Smo prišli gledati ravnatelja srednje šole, osnovne šole v Špjetre, Nina Čikone, ki je od tele šolskega leta ravnatelj tene italijanske šole. Nino, ti si te prvi ravnatelj iz Špjetra, ki je v Špjetre, recimo, ne? Kako se čuješ v toj vlogi? Tle v Špjetre in ne recimo v Gorici, pa kjer si bil drugače. Kaj je drugače? Na Virenci sem te prvi tle kot ravnatelj. Kaj se zmisli, misli, da ja? Recimo da jaz sem puno rad biti tle ravnatelj, taki tele je bila moja šola, sem bil tle učenec od osnovne do srednje šole. Zdaj šafram vse tiste, ki sem pustil tistkrat, zdaj imaj 40 let od tega. Vidim, da tu je zelo naši ljudje, naši otroci so ostali zmeran kuvankrat, so puno sedje genuini, pobožni, edukati, ne. A kar nije po drugih kraj, ti si bil po drugih kraj se všapajo reči, druge reči, ljudje so zaprti, so težave za svojo edukacijo, ki imajo med družine. Vsi tisti, ki pridejo tle v teli šoli, ki za delati kakšne projekte, kakšne reči, kakšne stvari od zuna, ostanejo, se čujejo lepo, ostanejo maravigliati za teli uobi, so kovanka. Ma kera je, recimo, ti si ovdje bil učenec na teli šoli, ne? Razlika, kar si bil, allora ti otrok, in do nas, če se reč, da je unija, kakva diferenca je, ali pa ne? Vidim, da je karakter od ljudi je ostal. Da smo letist, recimo. Imamo ne Jamie. Ja, Jamie, klima, ambiente, delle vasi micane, variaio šele i rapporti odnosi od dan od drugoga, personali, no? E c'è rispetto od dela, tisti, ki delajo, od funkcione, ki imajo, in tole ostane puno interesant za delati lepo, za učitelji, za vse organizacije od šole. Ma tle šolo, recimo šola je, imaš 2-3 sedeže šol tle v naših dolinah, ne, recimo. 7. Dost? 7. A, 7. In ko je tole voditi? Recimo, imaš težave, nimaš težave, odnosi s kamuni? Težave so, ne velike težave, za ki je zelo sodelovanje, kolaboracijo od učitelji, kamuni, ki delajo kar morajo za priti na pomoč, kar se dovodijo reči za prevozi, za
mensen. Recimo se pomagati, ecco. Ja, anche le sì, malo sude, malo finanziamenti, tako gremo puno Mars naprej. In recimo tlej je še dvojezična šola v Špirtve, recimo. Ima ta odnose, ima ta kakve kontakte. Ja, tam smo poznali, jest tam moja kolega Sonja Klanšek, ne? Ona je papi kratki djela tle u Špetru. Pa misli, da ti hodiš v Gorico, no ona hodi z Gorice sam. Ja. Mi smo maju šafali u Karmine, pita, kafe, kupe, magari bolan krat. No, ja, smo se poznali lepo dvojezično šolo, taki sam imel 3 čečake tam kot učence. Šole sam bil tu konšilj inštituto, kot konšiljer. Ja, ti bil... Sam dio kad smo napravili novu šolu dol skupaj drugi genitor. Starši. Ja. I tako sam zelo zavezan in mislim, da moramo narediti puno riječ skupaj. Sada bomo imeli dan jutra, je dan od konšilja komunale, bomo skupaj. Na Vimce se sedaj organizirati športni dan letos. Mi se zdi, da bodo druge stvari napravili. Recimo kupežek neki delata, škole pa kaj let, ki nije bilo nič, je ena velika stvar, Nino. Kako vidiš bodočnost šole v naših dolinah, Nino? Ja, že danes prihajajo doščidade, tovarjana, prepota, primarijade, moj mazer, puno učenci, da je v Špetru, ki imajo. Naša šola ima to kvaliteto biti ena mikna, pač dobra šola, ima tela kvaliteta. Allora, comunque, od Svetlena za drugo leto je nastal školobus iz Cidade do Svetlena za potencirati tela stvar. Tle v Špetru imamo lep sistem od prevoze iz province Šaf, ki nas povezuje med Sedara in je zelo zanimivo za imeti učence iz zunaj. Tako, mislim, da tu moramo inovirati kot metodologije za didaktiko. Imamo neke ideje za organizirati šolski dan drugače kot tradicionalno. Bomo videli iz nove projekte, ki učitelji so včeraj tako diskutirali, napraviti nove aktivitete, kot biti bolj zanimiva, naša šola bi bila bolj zanimiva, med tiste kakva ura integrativna iz slovenski jezik. Pravimo zdaj prošnjo za tista deželjna akcija, ki je za celo deželo, ne za manjšino. In še eno reč, Nino, se govori vedno, da se zaprejo kakve šole. Se govori še ali pa ne, recimo Svetljenac, zdaj bojo hodili učenci iz Čedada, recimo, ne. Svetljenac je bila tista šola v Salžanu malo na prepihu, ali pa bolj majhne šole, kot so pod Bonezicami, tako se še ne pravi tole, ali pa ne? Ne, do zdaj letos dežela je pustila stvari tako, ki so bile. Taki imamo
tela deroga za ki naš gorski prostor ima lastnosti. Dokler so učenci v telemikane šole, kot bo mesec, svetlije naredili, ostane en šola. Problem je, ki nove sebi našite. Našite so zmeran in kar. Tisti, ki so pa šli iz Zunaj, iz Bosnije, iz Kosova, ki so bili puno ljudje tu, zdaj začnejo iti proč, gredo, kaj se gre v Germaniji, kar šafajo buj djela, kar tekle Italiji in Furlani je tela kriza, ki tole se vede v naši šoli letos za tela question smo zgubili eno sekcijo v Vartec Svetljena. Za drugo leto. Letos imamo dvije sekcije, drugo leto bomo imeli samo eno sekcijo. Ma tvoj ima rad, pa no leto je tako, potem za 3 leta rata drugače. Se navidejo perspektive za nije otrok, recimo. Za otroke, no. Nino, ti si pa praktično, ja, samo Periči, delate nove programe, boste imeli prevoze tudi iz Čedada, imate ove slike in pobude z dvojezično šolo, ki iz slovenščine pride tudi v telo šolo, ki moram reči na srednji šoli, kar je bila mojače časom, je tudi tečaj popoldanski slovenščine, kar ni bilo še srednje šole, to ne je bilo. Tako da, recimo, še dobro, da si pa šutizala v Natilju Špijeta, recimo, to ne že na dobra reč. Hvala Nino. Hvala vam. Na spitu sonco marože blizu, jaz bom govoril svojimi besedami. Iz naših krajev. V petek 15. maja ob 17. v Beneški galeriji v Špetru bo zaključno predavanje Pavla Orlandija v okviru tečaja ikonografije. Na to bojo blagoslovili vse ikone. Imate čas do nedelje 17. maja za oddati vašo risbo, ki bo natisnjena na letošnje majice festivala Ljubstoka, ki bo 11. julija. Vaše ideje lahko pošljate na e-mail festival.ljubstok@gmail.com ali pa izročite pri Inštitut za slovensko kulturo. V soboto 16. maja tudi z Benečije dan folklora v Tolminu, ki ga organizira folklorna skupina Razor, ki ta dan praznuje 30. obletnico delovanja. Nastopi folklornih skupin bo med 9:30 in poldan in zvečer ob 20. prireditev Naši ta stari pravijo tako. V ponedeljek 18. maja v Etnografskem muzeju v Rimu bo Inštitut za slovensko kulturo predstavil Slovence v Italiji v okviru projekta Gli Italiani d'altrove, ki ga prireja Ministrstvo za kulturo. Začetek ob 10:30. Naslednji dan, se pravi 19. maja, se predstavijo naši prijatelji Furlani. Vračal se je gledališki festival mladih za mlade Mitel Teatro. V okviru te prireditve bodo v sredo 20. maja obeležili stoletnico Prve svetovne vojne s pohodom za mir in spominskim koncertom na kolovratu, ki bo posvečen pokojnemu režiserju Marjanu Belku. 5-kilometrski pohod bo začel ob 10:30, ob 14. bo pozdrav oblasti in koncert. Več info www.mitelteatro.it.
Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.